Dajmo malo na lepše. Sonce. Tole bo 5 stvari, ki jih moraš nujno vedeti o novem Huawei P10. Prva stvar, videz. Tako bom rekel, vsak, ki ga vzame iz škatle, bo zelo navdušen nad tem, kar dobi. Vidi se, da je Huawei pri tem telefonu namenil veliko pozornosti videzu, detajlom, unikatne barve, recimo tole ozadje. Nasploh zelo lep telefon. Druga stvar, tole je kar delovna mašinca. Noter ima Huaweijev Kirin 960 procesor in 4 GB rama. Kaj ti to pove? Da te ne bo pustil na cedilu, da bo zelo odziven in da boš lahko tudi ta najbolj zahtevne igrice na njem igral. Če ti to pomembno? Mogo bi stretching narediti? Tretja stvar. Huawei že nekaj časa slovijo po tem, da imajo zelo kakovostne senzorje za prstne odtise. Ko pač daš prst gor, se telefon odklene in to je to. Tale model samo še nadaljuje to uspešno zgodbo, je pa ena sprememba. Prejšnji model je imel senzor na zadnji strani, kar je bilo priročno za odklepanje s tem prstom. Tale pa ga je dobil na prednjo stran. Še vedno priročna zadeva, hkrati ima pa še novo funkcionalnost. Senzor oziroma zdaj hkrati še home button lahko uporabljaš tudi kot slider za premikanje po vsebinah oziroma z enim pritiskom se premakneš po meniju nazaj, z dvema pa na osnovni meni. Četrta stvar. Kot se spodobi za vse boljše modele telefonov trenutno na trgu, ima tudi Huawei P10 USB-C režo za polnjenje oziroma za prenos podatkov. USB-C reža ti napolni telefon v pol ure do 50% baterije. Peta stvar, kamera. Se mi zdi, da vsi Huawei poznamo predvsem po dvojni kameri, ki jo je uvedel prejšnji model in tudi tokrat je bila za ta telefon zasnovana v sodelovanju skupaj z Leica. Dvojna kamera ima same prednosti. Pri Huaweiu deluje tako. Barvna zajema v ločljivosti 12 megapikslov, monokromatična pa v ločljivosti 20 megapikslov. Skupaj delata zelo kontrastne in žive slike, hkrati pa lahko stvarta tisti učinek zameglitve ozadja, ki si ga vsi tako želimo. Huawei P10 je predvsem namenjen ljudem, ki imajo stil, ali pa bi ga radi imeli, ki želijo biti malo bolj drugačni. Hkrati pa je tako dober in odziven, da bo zadovoljil vsakega zahtevnega uporabnika, ki pač od telefona pričakuje zanesljivost in dobro odzivnost. By the way, razmerje med ceno in kakovostjo je pri tem telefonu zelo dobro. Torej za relativno zmerno ceno dobite zelo veliko telefona. In to je najbolj pomembno pri nakupih. A je tako? Eko, to je 5 stvari, ki jih je bilo dobro vedeti o Huawei P10. Upam, da ti bi video cool, da si izvedel kaj pametnega. V komentarje lahko zapišeš, kaj si ti misliš o tem telefonu. Sicer pa polajki video, subscribe naš kanal, lajki naš page in se vidimo kmalu.